Lepo pozdravljeni, jaz bi vam dal informacijo o novem programu, ki ga je vlada na današnji seji umestila v načrt razvojnih programov za leto 2017-2020 in sicer gre za projekt prostorsko-komunalne ureditve romskega naselja Žabjak-Brezje. Poznate zgodbo nezadovoljstva predstavnikov Romov, ki so bili tudi ta teden, oziroma mislim, da je bilo prejšnji teden na protestu. Rad bi poudaril, da si vlada seveda prizadeva, da iščemo rešitve, da tudi to problematiko čim večji in čim boljši možen način seveda rešujemo. Torej, s tem projektom, pri katerem sodelujejo 3 ministrstva in občina Novo mesto, pa bom o tem še podrobneje povedal, predvidevamo izdelavo in sprejem izvedbenega prostorskega načrta, s katerim bo na lokaciji obstoječega naselja načrtovano novo oziroma prenovljeno romsko naselje. To bo zasnovano z bivalnimi enotami in dodatnimi prostori, tudi ureditvami za izvajanje skupnih ali javnih programov, prispevalo pa bo zagotovitvi primernih bivalskih pogojev, pa tudi pospešilo proces integracije romske skupnosti. Naj še dodam, da bo v okviru tega projekta zgrajena in predana v uporabo komunalna infrastruktura, torej govorimo o javnem vodovodu, javni kanalizaciji, tudi ulični razsvetljavi oziroma omrežju, pa tudi skupne javne površine. Te bodo zagotovile komunalno opremo za ureditev 140 stanovanj in 5 lokacij za objekte družbene infrastrukture, ki so nujni torej za vključevanje Romov. Mi načrtujemo in pričakujemo, da bo ureditev zagotavljala komunalne pogoje tudi za krepitev zaposlitvenih možnosti, priložnosti Romov. Kar se tiče predvidenih virov financiranja, veseli me, kot rečem, da smo tukaj stopili skupaj predstavniki 3 ministrstev, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za infrastrukturo in pa seveda Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Mi smo nekako prispevali, pa bomo prispevali tudi največji delež potrebnih sredstev. Naj pa še dodam, da bo v tem projektu sodelovala aktivno tudi novomeška občina, torej občina Novo mesto. Če pogledamo po letih, 2018 je predvidenih skupaj sredstev 1 098 000, torej slab 1 100 000 evrov, v letu 2019 1 360 000 evrov in v letu 2020 1 150 000 evrov. Jaz mislim, da s to današnjo umestitvijo tega projekta v načrt razvojnih programov res zasledujemo cilje, ki smo jih tudi obljubili, torej da bomo pomagali tudi romski skupnosti v Sloveniji k boljšim pogojem za ustvarjanje, za delo, ne nazadnje tudi življenje. Jaz sem prepričan, da tudi ta primer, kjer smo, kot rečeno, združili moči 3 ministrstva in ena izmed občin, da je to lahko dobro vzorčni primer, kako podobne težave, probleme lahko rešujemo tudi na drugih področjih, kjer je seveda problematika romske skupnosti še kako pereča. Jaz sem prepričan, da bomo skupnimi močmi tudi v prihodnje, še tudi v okviru seveda tega mandata, še kakšen tak projekt skupaj uresničili. Najlepše hvala. Odlično, hvala. Kakšno vprašanje za državnega? Dobar dan, Enisa Brizanje, Radio Slovenija. Mene pa zanima, zakaj se govori samo o 1/3 urejanja naselja in pa to pomeni... Kako, zakaj se govori, slabo sem slišal? Zakaj se govori samo o približni 1/3 površine načrtovanega naselja, to pomeni, da se bo samo 1/3 tega naselja urejala, pa ko govorite o komunalni opremljenosti, a sodi sem tudi elektrika, me zanima. Tudi elektrika sodi sem, seveda. Bo pa načrt bo narejen za celotno območje, potem pa glede na predvidena finančne sredstva, toliko pač bo narejenega. Tako da jaz računam, da bo več kot samo 1/3. Je pa tudi seveda elektrika predvidena, to da se uredi, jasna stvar. Hvala. Še kakšno vprašanje, če ni? Če ni vprašanje na to pomembno temo, bi se zahvalila, hvala in nadaljujemo. Hvala lepa, hvala tudi vam. Hvala. Dobar dan.
Vlada je danes na svoji seji sprejela paket 4 predlogov predpisov, ki so podlaga za implementacijo in pripravo vseh potrebnih ukrepov za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča. Naj povem, da vse te ukrepe lahko sprejme Republika Slovenija samostojno brez sodelovanja Republike Hrvaške. Gre pa za 4 predpise, in sicer za zakon o evidentiranju državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, za zakon, ki ureja posamezna vprašanja glede na razsodbo arbitražnega sodišča. V praksi ga bolj poznamo oziroma v javnosti kot interventni zakon, ki ureja pravice ljudi. Potem imamo zakon o zemljiški knjigi in pa zakon o morskem ribištvu. Potrebno pa bo potem, ko bo evidentirana državna meja, sprejeti še nekaj predpisov, ki bodo urejali pooblastila naših organov. Naj povem, da ste razen prvih 2 zakonov večina predpisov tehnične narave, ker urejajo pooblastila državnih organov. Bomo pa vse te predpise, ki so bili danes sprejeti, poslali v državno proceduro, v državni zbor, s ciljem, da bi imeli vse ukrepe pripravljene, tako kot določa sporazum, arbitražni sporazum, da se torej pripravijo vsi ukrepi, ki so potrebni za implementacijo razsodbe. Seveda pa bomo k temu spodbujali k sporazumnemu reševanju in pa implementaciji razsodbe tudi Republiko Hrvaško, ker si želimo, da bi to storili skupaj. Torej, naj povem še nekaj o tako imenovanem interventnem zakonu, ki ureja pravice ljudi. Torej, v splošnem delu urejamo predvsem obseg pravic, kdo je upravičenec, kateri organ je pristojen za odločanje, oprostitev plačila stroškov v teh primerih, medtem ko v posebnem delu se pa urejajo konkretne pravice glede na konkretno področje, in sicer pravice do socialnih transferjev, kjer bo ostala domneva stalnega prebivališča, kot jo imajo do sedaj. Glede pravic iz zdravstvenega zavarovanja se zagotavlja polno plačilo zdravstvenih storitev v okviru javne zdravstvene mreže. Na področju kmetijstva imamo predvidenih 5 ukrepov. Naj povem, da je predvideno nadomestilo za tiste prejemnike subvencij v perspektivi do leta 2020. Predvideno je tudi povračilo trošarine za tiste, ki so izvajali kmetijsko in gospodarsko dejavnost. Predvideno je tudi nadomestna zemljišča, zakup nadomestnih zemljišč za tiste, katerih zemljišča ležijo v Republiki Sloveniji. Nadalje je predvideno, da se šteje domneva legalnosti objektov, ki bodo v Republiki Sloveniji, torej gradbeno dovoljenje in pa uporabno dovoljenje. Predviden je tudi vpis v zemljiško knjigo, predvsem gre tu za območje Drage. Poleg tega je predvidena tudi finančna pomoč posameznikom, ki želijo izbrati prebivališče v Republiki Sloveniji. Hvala. Toliko za uvod, zdaj pa prepričana sem, da imate vprašanje, izvolite na to temo seveda. Kaj je ta zakon o evidentiranju, Marta Razboršek, Televizije Slovenije, to, kar je v zvezi z evidentiranjem meje, to je na podlagi teh novih zemljevidov? Tako je. Torej, to je nov zakon, mislim, ali je noveliran zakon ali kako? Tako, tukaj gre za povsem nov zakon, ki ureja nov način evidentiranja državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Evidentirala pa se bo na podlagi kartografskega prikaza, izdelanega, in ga potrdi seveda vlada. Zakaj ZEN ni bil na dnevnem redu? Torej, ZEN ureja drugačno vsebino, in sicer evidentiranje državne meje na podlagi mednarodnega sporazuma. Tukaj gre pa za vsebino arbitražne razsodbe, ki je čisto nova pravna podlaga in je potrebna nova ureditev. Kaj pa zakon o ribištvu, kakšne so podrobnosti, recimo, kaj to pomeni zdaj? Torej, zakon o morskem ribištvu predvsem omogoča izdajanje dovoljenj in pa uresničevanje zgodovinskih pravic, ki so jih imeli naši ribiči pred samo razsodbo. Ja. Damo še komu drugemu, ja, če ima kakšno vprašanje, izvolite, Pop TV, Slovenija, Planet, izvolite.
Mene se malo zanima, mogoče, če lahko pokomentirate, ker včeraj se je veliko govorili, da glede na to, da je gospod Cerar zdaj povabil kolega Plenkovića na pogovore, a je to mogoče malo popuščanje slovenskih stališč, ki so bila doslej zelo trdna, da se pač nimamo več kaj pogajati, ne? V kakšni meri bodo šla ta pogajanja in kako bi si mogoče Zagreb lahko razlagal to našo pripravljenost, ne? Ker se je govorili, mi ponudimo prst, Zagreb zgrabi za roko, ne? In tako, če lahko kaj na to temo. Hvala. Ja, tudi nikakor ne gre za popuščanje. Republika Slovenija ostaja na stališču, da je potrebno razsodbo arbitražnega sodišča v celoti implementirati, tako kot je razsojeno. Seveda pa si bomo vse skozi prizadevali za dialog o skupni implementaciji. Ne nazadnje nas je tudi OZP, torej Odbor za zunanjo politiko, pozval k temu, da ta dialog ohranjamo. Hvala. Irina Joveva, Pop TV. Mogoče samo to, je to vse usklajeno oziroma v pogovorih, ne vem, s prebivalci, ker smo slišali določeno nezadovoljstvo, recimo tudi včeraj z njimi, ne vem, si želijo individualne pogovore in tako, kako ste skratka to reševali oziroma boste. Torej, ta zakon je bil pripravljen v celoti na podlagi potreb, ki so jih izrazili prebivalci. Žal nekaterih stvari, ampak teh je zelo malo, ne moremo uresničiti. Bomo pa takoj, ko bo zakon seveda sprejet, ponovno šli do prebivalcev in se z njimi individualno pogovarjali in vsakemu razložili. Tukaj nam bodo pa tudi upravne enote v veliki meri pomagale, pa tudi lokalne skupnosti. Smo na vezi z vsemi 3 občinami in tvorno sodelujemo. Izvolite, TV Slovenija. Ja, se pravi, jutri je srečanje v Bruslju. Slišimo, da se bo premijer Plenković sešel z gospodom Junckerjem. A so predvidena tudi kakšna tovrstna srečanja slovenskega premijerja oziroma ali je predvideno, da se tudi ona dva pogovorita? Žal nimam informacije in vam ne morem odgovoriti. Če ni več vprašanj, najlepša hvala, ne? Hvala tudi vam, nasvidenja. Hvala, nasvidenja.